Zgodilo se je. Ponovno. Bitcoin je naredil križ smrti. Ampak ali je tokrat drugače? No, prav to bomo ugotavljali v tokratnem videu. Preden začnemo, vem, da sem obljubil video o Kaspi, ampak glede na trenutno dogajanje sem moral malce spremeniti razpored. Bo pa kmalu, v bistvu naslednji, no in potem si bomo ogledali še MicroStrategy, ki se mi zdi tudi nadvse pomemben. Tako, toliko o tem, pojdimo na analizo. No in najprej si bomo ogledali Bitcoin dnevni graf in tukaj seveda takoj vidimo tegale našega glavnega krivca. To je križ smrti, ki smo ga dobili prejšnjo nedeljo. Ampak ta signal sem jaz že večkrat izpostavil kot nesiguren. Zakaj? Poglejmo malce nazaj. Tukaj vidite, smo imeli tudi enega, ki je označeval dobesedno dno. Od takrat naprej smo se odbili in naredili novo rast. To je bilo 7. aprila. Potem, če gremo še malce nazaj, tudi tukaj smo imeli enega 10. avgusta 2024. Kot vidimo, je označeval skorajšnje dno in od takrat naprej smo naredili rast. In še eden je bil tukaj čisto zadaj. Ta se je zgodil 12. septembra 2023. In kot vidite, tudi po tem križu smrti smo imeli kar eksplozivno rast. Ampak, ali je tokrat drugače? Marsikdo izpostavlja, da ja, zaradi tega, ker smo naredili tako globok padec. Bitcoin je namreč po temu vrhu, ko smo se dotaknili 50-dnevnega drsečega povprečja, izgubil nekje 25, no če upoštevam prav tole dno, tukaj, ki smo ga dosegli, skoraj 30%. Ampak poglejmo še malce nazaj, prejšnji cikel. Tudi tukaj smo, ko smo izgubili 50-dnevno drseče povprečje, smo se ga potem dotaknili, smo ga testirali in je sledil padec za celih 50%. Še nekaj več. In ko smo dobili križ smrti, smo v bistvu za nekaj časa padali še naprej in potem je sledil tale veliki odboj. Tako da kaj mi zdaj lahko spremljamo glede na nastalo situacijo? Vsekakor mi ni všeč, da smo izgubili tale naraščajoči kanal. Kot vidimo tukaj, tole spodnjo podporo smo kar krepko izgubili. To je vsekakor slab znak. Tukaj imam tudi označeno tole odporno mejo, ki sega od 101.000 pa vse do 110.000. No, to mejo bi lahko mi dosegli z bližajočim se odbojem. In je tudi zelo pomembna, ker sovpada s tole spodnjo mejo tegale kanala. Zdaj, da biki dokažejo svojo moč, morajo prebiti tole mejo in priti nazaj v kanal, da lahko vidimo nadaljevanje rasti. Tako da to je zelo pomembno, to bi bil tudi kar velik bikovski pokazatelj. Tudi če izgubimo kanal, če se vrnemo nazaj notri, bi bilo to zelo bikovsko. Drugi scenarij bi pa bil, če mi v odboju pridemo do sem gor, do te zelo pomembne meje in smo od nje zavrnjeni. No, v tem primeru bi pa lahko pričakovali nadaljevanje padanja. Tako da preden naredimo kakršnakoli sklepanja, je tukaj potrebnih predvsem več podatkov. Predvsem, kaj se bo dogajalo tukaj v tem mejnem območju, od tam nekje 100.000 pa do 110.000. Če vidimo zavrnitev, potem ja, bo več možnosti za nadaljevanje padanja. Poglejmo si zdaj še tedenski časovni interval in tudi tukaj lahko vidimo, da smo kar krepko izgubili tale naraščajoči kanal. In poleg tega smo izgubili tudi tole 50-tedensko drseče povprečje,
ki je prej delovalo kot podpora. Kot vidite, tukaj smo se odbili in pa tukaj. Ampak kaj moramo zdaj narediti? Mi moramo predvsem spremljati tole dno, če smo tukaj naredili dejansko dno in če bo seveda prišlo do odboja, kot smo gledali na dnevnem grafu. Poleg tega, kljub temu, da smo izgubili tale kanal, cenovna struktura trenutno še ni spremenjena. Mi imamo še vedno vrh, višji vrh in pa dno, višje dno. Seveda, to dno tukaj moramo še potrditi. In pa poleg tega, če smo tukaj dejansko naredili dno, v primerjavi s tem dnom tukaj, smo mi naredili skrito bikovsko divergenco, to je dno, višje dno v gibanju cene, medtem ko RSI pa lahko vidimo tukaj. Smo naredili dno in pa malce nižje dno. Skrita bikovska divergenca, kot vemo, lahko pomeni nadaljevanje rasti. Ampak, kot sem že omenil, zelo pomembna bo ta meja tukaj, ki sega do 110.000. V primeru odboja bo to treba kar zvesto spremljati, tako da ne se pozabiti naročiti na kanal, da ne boste zamudili kakšnega videa. No, zdaj pa si poglejmo še sponzorja tega videa preko Crypto News in to je Bitcoin Hyper. In o čemu se gre ta projekt? To je v bistvu novost s prvim pravim Layer 2 protokolom, ki prinaša hitro, poceni in varno uporabo Bitcoina v vsakdanjem življenju. Projekt združuje moč Solana tehnologije z varnostjo Bitcoin Layer 1 in omogoča skoraj takojšnje transakcije brez nepotrebnih zamud ali visokih provizij. Z Bitcoin Hyper postane Bitcoin pripravljen za uporabo v svetu plačil, memecoinov in decentraliziranih aplikacij. Ima tudi edinstven bridge sistem, s katerim lahko varno preneseš Bitcoin na Hyper omrežje in ga nato po potrebi dvigneš nazaj, brez posrednikov in s popolnim zaupanjem v tehnologijo. No, če pogledamo tukaj, zbrali so že več kot 28 milijonov dolarjev. Cilj tega kroga je skoraj 29 milijonov dolarjev. Krog se zaključi čez en dober dan ali pa če je prej dosežen tale cilj. En Hyper je trenutno vreden 0,013 dolarja. Kupi se lahko s kriptom, kartico in seveda posebej tudi s Solano. Preden se vstopa v kakršenkoli tak projekt, je seveda priporočljivo prebrati white paper oziroma belo knjigo, ki jo najdemo tukaj. Tukaj je precej več informacij kot na spletni strani. Poleg tega pa imajo opravljene tudi revizije od CoinSult in SpyWolf. In to se seveda splača tudi vse pregledati, zaradi tega, ker pri revizijah se spustijo prav v kodo samega projekta in izpostavijo, če so kje kakšne ranljivosti. In kot vidimo, tukaj jih trenutno ni, imeli so 3 manjše težavice, ki so jih že odpravili. Poleg tega pa so se pojavili že na Cointelegraph, CoinMarketCap, Bitcoin.com, Crypto News, Binance Square, Bitcoin Magazine in 99 Bitcoins. No, za ta projekt smo že naredili posebej video, tako da vsekakor priporočam, da si ga ogledate. Izpostavil bi edino še FAQ oziroma pogosta vprašanja, kjer so pač pogosta vprašanja, ki si jih uporabnik lahko zastavi. Če pa imate slučajno še kakršno koli drugo vprašanje, je pa na vrhu strani tukaj območje, kjer imate povezave na njihova socialna omrežja, na X in na Telegram. Ampak ob komunikaciji morate vedno paziti, da dejansko komunicirate z moderatorjem oziroma supportom, ker hitro se lahko izkaže, da se nekdo predstavlja za support, pa v bistvu to ni in ima čisto drugačne namene. Treba si je zapomniti, če nekdo zahteva kakšne zelo osebne finančne podatke od vas, ga je treba samo blokirati. Poleg tega pa je treba tukaj še opozoriti. Gre se za ICO, kar pomeni vlaganje na podlagi ideje, kar dela tovrstna vlaganja zelo riskantna.
Poleg tega je pa to meme-coin, čeprav ima nek projekt v ozadju. Torej, gre se za zabavo in skladno s tem se je treba tudi obnašati. Če se že karkoli vlaga v tovrstne projekte, se vlaga le denar, ki si ga pripravljen izgubiti. In to je drobiž. Naj se najprej zahvalim vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če želiš morda postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu tega videa in seveda tudi v pripetem komentarju. Tam se zdaj obetajo dodatne vsebine, jaz upam, da ta plan spravim zdaj čim prej skozi. Poleg tega pa je tukaj tudi spletna trgovina, kjer se je nabralo zdaj že kar nekaj indikatorjev. Imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI, ki se prikazuje direktno na svečkah in pa MFI, ki se prikazuje direktno na svečkah. In poleg tega je tukaj tudi ARI oziroma Asset Rotation Index. To je indikator, ki prikazuje, kam na kriptotrgu se pretaka denar. Ali se pretaka v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. Ne pozabi dati všeček temu videu, če vam je bil všeč, komentirajte spodaj, kaj si mislite o tej tehnični analizi in pa seveda ne se pozabiti naročiti na ta kanal, ker tukaj redno spremljamo kripto in v naslednjem videu bomo pogledali ponovno Kaspo. Tako da ne se pozabiti naročiti in nastaviti obveščanja, tako da boste redno tudi obveščeni in se vidimo v naslednjem videu.